Lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da me je Boštjan povabil, da pomagam pri predstavitvi njegove nove knjige. Se ga vsi poznamo, vseeno si pa avtor zasluži eno kratko predstavitev. Boštjan je kolega z fakultete z Ljubljanske univerze, profesor za francosko in frankofonsko književnost. Doktoriral je na pariški Sorboni. Tisti, ki ste dlje časa v politiki, se ga spomnite kot ustanovnega člana Mladih krščanskih demokratov. Bil je tudi mednarodni tajnik krščanskih demokratov in podpredsednik v 90-ih letih. V zadnjem času ga poznamo predvsem kot pisca na Požar reportu, kot stalnega gosta na nekaterih zelo gledanih televizijskih oddajah, na Faktorju, na Novi 24, stalni komentator na Uri moči. Sicer precej piše tudi za tuje medije, spletne medije, poljske, francoske. Akademska kariera je bleščeča, predaval je na Institut National de Langue et littératures orientales. To je francosko, ja. Ni moj jezik. Vabljen predavatelj na Sorboni, na Masarikovi univerzi, na Univerzi Komenskega, na Univerzi v Zaporožju, Jagiellonski univerzi v Krakovu. Od leta 2020 je član Evropske akademije znanosti, umetnosti in književnosti v Parizu. Od marca istega leta član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Izvoljen tudi za prodekana njenega prvega razreda, namreč humanistike. Vsi ga beremo, bogato objavlja. Bibliografija obsega 1200 člankov, 7 strokovnih oziroma znanstvenih monografij. To je, domnevam, 8. To je 7. To je 7, si že vštel. Jaz sem imel to priložnost, da sem knjigo lahko že prebral. Če bi jo zelo na kratko povzel, ali pa tisto, kar sem jaz v njej našel, pa me bo potem Boštjan dopolnil, da je vojna rezultat krize, da ni kriza posledica vojne, ampak da je ravno obratno. In da je ta kriza, ki jo imamo, posledica tega, da nobena civilizacija, se to je dobeseden citat tega, kar je napisal, nobena civilizacija ne zmore pravzaprav brez metafizike, brez presežnega, brez tega, da ima nek temelj, če rečemo, zunaj tega sveta. Knjiga potem najde 2 ključna dogodka, po mojem mnenju, ki sta nas privedla k temu, da smo se tej metafiziki odpovedali, 2 revoluciji v Parizu, leta 1789 in 1968, in skozi knjigo nekako kritizira pravzaprav, kako bi rekel, 3 škodljivce, 3 velike škodljivce, ki so k tem revolucijam pripomogli, ali pa ki so bili rezultat teh revolucij, Marxa, Freuda in pa Sartra. Sicer je pa branje odlično, če hočemo razumeti ne posamezne drobne dogodke tega časa, ampak duh tega časa, kam se vse skupaj premika. Pa morda prvo vprašanje, zakaj prav ta naslov, Vojna za mir? Ja, najprej vas vse lepo pozdravljam in sem zelo vesel, da se vidimo. Torej, Vojna za mir je v bistvu neka formula. Jaz sem vzel tukaj za izhodišče citat Janeza Menarta. Se pravi, to je, ko vi recimo govorite prazne besede in ko te besede niso več ničemur zavezane, potem je tukaj vojna za mir. Tako kot če lahko preberem to, kaj to konkretno pomeni, je to, samo da najdem trenutek. Aha, hvala. Torej tole, nihče ni za vojno in vsi so za mir, in vsi so za bratstvo, nihče za prepir, od same ljubezni vsak čas bo granata, letela s pozdravom, darilo za brata. In to
je v bistvu, ko je zahodna politika, videli smo pri vojni v Ukrajini, ko je zahodna politika odpovedala je pa zato, ker beseda ni več zavezujoča temu, kar bi morala izraziti. In ko smo prišli v tak položaj, ko so besede popolnoma zlorabljene, v slovenski politiki pač na levi strani vidite vsi, da recimo, jaz sem se prav pogovarjal v zadnjih dneh, da pač so, da politiki, konkretno Tanja Fajon, govorijo o stvari, ki je 5 formul, ki stalno ponavljajo. In to je vojna za mir. Če hočete, to je, nihče se ne gre vojne za mir, ker noben mir, mislim, vsak mir se konča z vojno. To je. Zdaj, seveda, knjiga začenja, če naredim en pregled oziroma preletim, knjiga začenja zelo tehten, mislim, za razumevanje knjige je zelo bistven uvod, in potem začenja z vojno v Ukrajini, zakaj je do vojne v Ukrajini prišlo, kaj se je to zgodilo. In kot glavni razlog vojne v Ukrajini definira knjiga, bi rekel, odsotnost moči oziroma slabost Zahoda. Mi smo vsi videli, da v tem smislu, da ko je do vojne v Ukrajini prišlo, se je zahodna politika, nemška politika, francoska politika v bistvu umaknila in je bil tisti, bi rekel, del, ki se je najbolj angažiral in ki je v bistvu preprečil, da bi ta vojna ne prišla potem naprej preko Poljske v Nemčijo. Kajti Putin je rekel, da njegov glavni in primarni cilj je pač obnova Sovjetske zveze. In mi točno vemo, dokam je Sovjetska zveza segala. Segala je tudi v prostor, če hočete, v katerem zdaj sedimo. In to je recimo en temeljni pondus knjige. Zdaj do francoske revolucije, mogoče so se s kolegom malo slabše razumela, sem jaz delno zadržana, ker v bistvu se je pol itak naredila restauracija in so ti vzroki, bi rekel, ki so potem pomembnejši, so prišli kasneje, predvsem v tako imenovani revoluciji leta 1968, ki je pa temeljni strukturni premik. To pa pomeni, da ni več avtoritete politika, ni več avtoritete učitelja, ni več avtoritete, bi rekel, zdravnika, ni več avtoritete besede. In to recimo v knjigi vse zelo, bi rekel, detaljno popisujem. Potem analiziram tudi Vladimirja Putina v kontekstu, bi rekel, njegove podobnosti z Slobodanom Miloševićem, zato ker to, kar se dogaja zdaj na nek način, smo mi videli v 30 let nazaj na področju bivše Jugoslavije. Zdaj, moja kritika je tudi namenjena Bruslu, oziroma tako, kot to imenuje metropola moči, natančno razlagam, v čem se je ta formula, bi rekel, ki je bila 30 let nazaj tako aktivna in tako, bi rekel, tako uspešna Evrope, mislim, pa 30 let nazaj, leta 2004, se je Evropa združila in zdaj se je pa Evropa zdaj pa nastala z vojno v Ukrajini, nastala v Evropi neka globoka razpoka, ki jaz ne vidim, kako jo zapolniti, in s tem se knjiga ukvarja. Potem v zvezi, potem podajam kritiko, eno tako zelo obširno analizo protislovja, tako imenovanega Freuda in tako imenovanega marksizma, Marksovega nauka, ki, bi rekel, mnogim v Sloveniji ne bo všeč, ampak na ta način je bila pa tudi zapisana. Ukvarjam se pa tudi z, bi rekel, tem, da je slovenska politika pač odpovedala v trenutku, ko se je ločila od tega izvornega poslanstva, zdaj govorimo o tranzicijski politiki, o levici, od izvornega poslanstva, ki bi moralo biti v politiki. V politiki politik mora vedno zastopati obči interes. Se pravi, veliki politiki, na katere se sklicujem, ustanovni očetje Evrope, potem za njimi recimo, potem za njimi generacija naslednja in še naslednja, so imeli vedno interes skupnosti, interes ljudi, interes države pred svojim lastnim interesom. Danes pa vidimo, da v Bruslu delujejo pač lobisti, navajam zelo obširne vire, ki imajo pač svoj primaren
finančni interes. In tu, če politik ne deluje v smislu občega interesa, je pač ni več politik. Potem seveda govorim o temeljni stvari, ki se je zgodila, mogoče je to najbolj pomemben poudarek knjige, namreč govorimo o kanclerju Kohlu. Kancler Kohl je bil človek, pod katerim so se Rusi iz Evrope umikali, in se je Nemčija združila, in je Jugoslavija razpadla in je Sovjetska zveza razpadla. In danes pa pod Angelo Merkel pa Rusi prihajajo nazaj v Evropo. In to imenujem doba Angele Merkel, ki se razlikuje od vsega tega, kar je bilo prej. To pa imenujem doba, ko je začel Zahod evropski eksperimentirati z stvarmi, ki jih potem zelo natančno analiziram. Predvsem pa je začel naprej uveljavljati to, da ne more biti nobene avtoritete v politiki, ne v družbi in to. In to je pač rak rana, ki je pripeljala do vojne v Ukrajini. Zakaj? To je čist evolucijski princip, ko je žival šibka, jo zver napade. Zver najprej pogleda, katera žival je šibka in se tiste loti. In Putin je napadel Ukrajino natančno 2 meseca potem, ko je, ali pa dober mesec potem, ko če odštejem praznike, ko je Angela Merkel odstopila, pač pa pustila za sabo katastrofo. Je napadel 24. februarja, Angela Merkel je pa šla z funkcije 21. decembra, ko pač so bile volitve v Nemčiji septembra in tako. In ta razpad bi rekel, tega vrednostnega sistema, ki bi moral odlikovati politiko, je pač temeljna poanta moje knjige. Ja, to se mi zdi nekako ključno. Tle imamo cel kup simptomov, kaj se nam vse dogaja. To je dejstvo, da se povsod in na vsaki točki in v geopolitiki in kje druge kasnuje šibkost. In knjiga se, kot jo jaz berem, ukvarja se s tem, zakaj. Zakaj pa je Evropa šibka. In del tega odgovora, ali pa nekaj, kar nas napeljuje k odgovoru, je na sami naslovnici te knjige. Če bi jo imeli v rokah, tukaj je slika od Salvadora Dalija, naslov je Odkritje Amerike, in tisto, kar pade na tej sliki v oči, je cel kup križev. Dali je to narisal kot katoličan, kot praznovanje odkritja Amerike, kot praznovanje tega, da se je krščanstvo širilo v Ameriko. Danes bi bila ta slika verjetno sporna, oziroma jo ne bi smeli tako razlagati. Cela ta ruska propaganda o tem, kako so belci iztrebili Indijance in podobno, gre natančno kontra narativu, ki pa iz te knjige oziroma iz te slike izhaja. Zakaj si se prav za to sliko odločil? Ja, ti si povedal že zelo veliko bistvo, zato ker vsaka civilizacija temelji na neki ideji. In ko je evropska civilizacija temeljila na ideji, in ta ideja je bila krščanska, je bila močna. In to se je pač končalo v dobi Angele Merkel, predvsem tudi s tem, da se je pač nemška krščanska demokracija, se pravi generacija Helmuta Kohla, je bila generacija krščanskih demokratov, ki so zelo temeljno verjeli Kohl je bil pač katolika. Medtem ko generacije, ki so pa prišle kasneje, krščanska demokracija nemška danes, pač je krščanska samo še po imenu, ne pa po uveljavljanju vrednot. In tukaj v tem smislu, pa tudi sliko sem pa vzal zato, ker se me zelo težko dobil, mislim težko, dolgo časa je trajalo, da sem to, ker z reprodukcijo slike in take slike, pač ti potrebuješ mnoga soglasja, predvsem
lastnikov oziroma pač muzeja, v katerem to je bilo v Ameriki, v katerem je ta slika, bi rekel, obešena in visi, ne. Po drugi strani pa potrebuješ seveda soglasje dedičev, ki so upravičeni, ne, do tako imenovanih avtorskih pravic po avtorju, ne. In to je bil kar proces, ki mi je vzel 2 meseca časa, ne. Ampak jaz sem videl, da to hočem, ker je to nosilna ideja knjige, ne, in se mi je tudi zdelo, da pač sem to moral narediti, zato da je pač knjiga v bistvu zelo lep izdelek. Ne samo lep, tudi vsebinski, ne. Dejansko boste v njej našli kup odličnih avtorjevih misli, avtorjevih citatov, kup citatov tudi iz literature, predvsem tisto, kar je bilo zame novo iz francoske, ki jo pač zaradi neznanja jezika nekoliko manj poznamo, smo pa bolj nekako nagnjeni k temu, da beremo angleške, nemške avtorje. Ena taka misel, ki nekako povzame tole, o čemer sva do zdaj govorila, tale je od Boštjana, ne, aksionomatično dejstvo je, da nobena civilizacija ne v zgodovini, ne v sodobnosti ni mogla in ne more obstati brez metafizike ter na njej utemeljene morale. Mi se ne moramo zmeniti med sabo, kaj je moralno, pa kaj ni. Moramo to od nekod drugod zvedeti, ne? Ali pa en krasen citat od Michela Onfreja, pravi, ko se prenehamo spominjati svojih prednikov, ko ne znamo več pripovedovati o krvni liniji in o svojem družinskem deblu, ko ne vemo več, kaj nas je ustvarilo, kaj nas vzpostavlja, civilizacija propade. Danes stojimo ob veliki podrtiji. Ta velika podrtija je potem, v to veliko podrtijo potem Rusija in podobni vstopajo in nekako to podrtijo poskušamo pa potem nadomestiti z nekimi pseudo-religijami, z nekimi pseudo-verovanji. O ekologiji tudi nekaj pišeš, pa če ti dam samo za iztočnico en tvoj citat, ne? Ekologija se je razbohotila v podobo nove boginje, katere češčenje postaja primarna dejavnost dejavnikov moči in vpliva na Zahodu, ne? In govoriš tudi o Greti Thunberg, ne? Zakaj razložiš, ne? Zakaj imamo to afiniteto do tega, da otroke tako resno vzamemo, ne? Otrok oziroma najstnik, te citiram, ne? Najstnik kot nosilec pozitivnega sporočila je zelo pogost, tudi zunaj religiozne domene. Mislimo na Morisa Metternika, na njegove like Pelasa Melisando, na Petra Pana, na Ano Frank. Greta je preprosto repriza istega modela z eno samo problemsko orientacijo, ki pa spričo gornjih zgledov 19. in 20. stoletja zveni groteskno, če so otroci iz božjih svetišč prenašali sporočilo odrešenja pred smrtjo, prinaša Greta sporočilo o odrešenju pred toplogrednim plinom. Ja, to je res, ja. Mislim, to je res, kakor se to sliši zelo nenavadno, je to res. Predvsem pa knjiga je zamišljena kot, bi rekel, priročnik, ne, v tem popolnoma, bi rekel, jamčem, ne, kot priročnik za razumevanje, zakaj so se stvarile v Evropi in v Sloveniji zgodile in se dogajajo v zadnjih 30 letih poprej. Knjiga prinaša eno zelo tako, bi rekel, zares v čas, ne, v to, kje so stvari šle narobe, ne, ker, a veste, zgodovina je živa snov, ne, zgodovina ni, mislim, nekaj, kar bi se kar, ne, zgodovina je kot življenje, življenje, ko enkrat nastane, ne, a veste, je to proces, razvoj, se pravi iz, ne vem, zarodka v človeka in potem naprej, ne, v sta organski proces, ne, in ga ne moramo življenja razumeti, ker, ne vem, da človek nastane, ne vem, da se kar pojavi pa je star 50 let, ne. In zgodovina je, in to je posod v svetu narave, v vesolju, ne, in je zgodovina je podvržena tej logiki, ne, in zato je ta knjiga priročnik za razumevanje, kaj se dogaja in zato, da ljudje, bi rekel, razumejo, kje so šle stvari narobe. To jaz popolnoma jamčem, mislim, da je to, bi rekel, optimalni priročnik za razumevanje tega, kaj je šlo narobe, ne. In konec koncev,
Prvo vojna v Ukrajini je pokazala, da sem imel s to oceno, pa da sem imel popolnoma prav, čeprav ta knjiga je bila končana tam enkrat septembra, oktobra lanskega leta, ampak torej to podnebna, bi rekel, schema, oziroma jaz nikjer ne trdim, mi ne vemo, podnebje se očitno spreminja, ampak se spreminja podnebje tako, kot se je vedno v zemeljski zgodovini spreminjalo, in zdaj pač smo v nekem procesu tega, ampak pokazalo se je, da so bili ti koncepti popolne zelene prehoda v k zeleni energiji, da so bili zelo problematični, ker naenkrat nas je vse začeli zebsti, zato ker atomske energije in bi rekel tega ne more pač nadomestiti nobena vetrnica ali pa nobena, bi rekel, sončna elektrarna na strehi, to pač ne gre, in to se je zdaj pokazalo s krutostjo, in ta kriza, ki jo živimo, mislim, zaradi energentov smo izgubili 20% v enem letu. Inflacija je v Evropi, v Nemčiji je bila inflacija 9%, da so nekaj znižali, v Franciji je bila pri nas inflacija 10%. Zakaj? In to je spet, a veste, nazaj, če hoče to razumeti, je to spet povezan pač z tem temeljnim primarnim problemom, če ti vzameš, vojna za mir, če ti vzameš, ne vem, vzrok za posledico, in če ti vzameš recimo Greto Thunberg ali pa podnebno svetinjo ali pa ta zeleno tranzicijo kot temeljni smisel tvojega prizadevanja, boš padel na rit, oprostite. Se je to zgodilo. 20% dražje so vse stvari zaradi energetske krize, zato ker Evropa ni bila samozadostna. Potem bi rekel, povem tudi eno temeljno dejstvo, namreč, da je pač zemlja okrogla in da če vi, ne glede na to, ali bi rekel, se ta CO2 izpuha v zrak v Evropi ali bi rekel, v Aziji ali pa v Ameriki, bo problem isti, ker je atmosfera enotna, in jaz noter navajam vse točne podatke o kitajskih načrtih za termoelektrarne, ki samo mislim, da zdaj točno ne vem, ampak mislim, da v zelo kratkem času, 5 let, bo zgradili toliko novih termoelektrarn, kot jih ima celotna Evropa, S tem, da jaz seveda absolutno jaz mislim, sem izredno ponosen na to Evropo, noter. Jaz sem imel Evropo osebno, in to se tudi vidi, vedno za nek cilj, in ta knjiga je zamišljena kot neke vrste obramba Evrope in sem tudi blazno ponosen, da Evropa nima ekoloških problemov. Evropa ni tvorec ekoloških problemov. Mislim, a veste, imenujte mi eno evropsko državo, ki ima resne ekološke probleme. Jaz je ne poznam. In za vse, ker je, bi rekel, vse v zgodovini ali pa, če hočete, v svetu živega, katerega, bi rekel, odsev je človek, vse v človeku je podvrženo neki harmoniji. Jaz se zavzemam za ekologijo. Še enkrat poudarjam, da je to pač nujno in sem izredno srečen, ker se spominjam, bi rekel, časa svoje mladosti, in ko gledam zdaj na to isto Slovenijo, vidim, da je prišlo do enega ogromnega premika in do tega, mislim, nespoznatno. Jaz se spominjam, recimo, ko so bila smetišča kar na, bi rekel, obrežjih rek, ko se Save se spominjam, ko si se vozil z vlakom v Bohinj, oziroma v Bohinj, se pravi Ljubljana Jesenice, to so bile same plastične polivinilaste vrečke, pobešene okrog ko so bile vse te reke brez živih bitij, zato ker so imeli pač, solične tovarne, so imeli pač izvoz vseh odplak direktno v reko. In jaz sem pač zelo ponosen, da Slovenija ni več v tem vzorcu, in da celotna Evropa. In potem z tega stališča bi rekel, težko sprejmem, da je ekologija glavni problem, oziroma da je treba podrediti celota vsega, kar imamo, da je treba podrediti zelenemu prehodu. Ja, zeleni prehod, ja, ampak v nekih normalnih, bi rekel, parametrih.
Kako si razlagaš, da smo Evropejci ali pa zahodnjaki ali pa tisti, ki izhajamo iz krščanske tradicije, tako radi nečesa krivi oziroma imamo tako radi slabo vest v zvezi z podnebjem, iztrebljanjem indijancev, zatiranjem žensk in tako naprej, kot da bi komaj čakali, kje bi pa lahko nekaj našli, česar smo krivi. Ko vendar ne, imaš popolnoma prav, mislim, da Kitajska eno termoelektrarno dnevno na novo vklopi. Ja. Ne, tedensko. Ja. Ja, in oni imajo... Pa kje je razlog za to, da ja, vsega pišem, ne. Kar naprej iščemo pri sebi neko krivdo. Vsega pišem, noter imate, nekje se je to začela, ne, noter imate Sartra, ne, eno zelo analizo, to je francoski filozof, za katerega imam za enega glavnih tvorcev tega, v čemer živimo, ne, in on pravi v eni knjigi filozofa Fenona pravi, da je ubiti enega Evropejca, in to je vse citirano, ne, da je ubiti enega Evropejca, v bistvu ubiti dve muhi na en mah, ne, ker se s tem omogoči, da pač vzhod, oziroma da jug, oziroma nerazviti deli recimo Afrike, mislim, da mislim konkretno Afriko, ne, potem lažje živijo, ne. Ti so vzroki in ta logika, ki se je začela, da je ubiti enega Evropejca neproblematično, ne, jo imamo zdaj tukaj. Ne. In ta knjiga to vse analizira in to je pač analizira vse te absurde, ne, sej ta knjiga popisuje vse te absurde, zaradi katerih smo se znašli tam, kot smo se znašli. Ne. To je pač, ne, in kaže na to, bi rekel, globoko krizo odtujenosti ljudi, ki so nas v to pripeljali, od dejanskega življenja in dejanskih problemov. Del te krize je tudi kriza družine. Ne? Tukaj imaš en krasen citat od Balzaka, ne? Ki pravi, revolucija je z obglavljanjem Ludvika XVI. Obglavila vse družinske očete. Danes ni več družine, so samo posamezniki. Za željo, da bi postali država, so se Francozi odpovedali imperiju. Česa smo se pa odpovedali z obglavljanjem očetov. Ja, to je tudi posledica bi rekel, leta 68. Ne, seveda nikjer te revolucije 68, nikjer ne trdim, da more biti, bi rekel, da more biti oče absolutno dominantna figura, ki ima vso oblast nad družino. Nasprotno. Jaz si svojega sveta, bi rekel, ne predstavljam brez žensk, oziroma sem, bi rekel, se izoblikoval, mislim, mentorica mojega doktorata, če to povem, Dominik Mije je pač ženska, in to je človek, ki ga pač absolutno najbolj spoštujem, mislim, zaradi vsega, konec koncev, ona je bila profesorica na Sorboni, in ona je imela pač nad mano neko tako, bi rekel, prijazno roko, tako da iz moje biografije nihče ne more zaključiti, da sem jaz, bi rekel, karkoli povezan s tem, da častim patriarhat, ampak kljub temu je treba tukaj, bi rekel, vzpostaviti nek normalen odnos. No, če sem že to omenil, madame Jevo, se pravi profesor Sorbone, ko sem prišel, sem imel neko slabo, šibko štipendijo, takrat to je bilo leta 1995 v Francijo, v Pariz, in sem imel pač idejo, da bi študiral na Sorboni, in je bila ta ideja takrat, ko rekoče, nemogoče uresničljiva. Še danes je to zelo, zelo težko, zato ker so bili izobraževalni sistemi popolnoma drugačni, in zato ker je bila Slovenija delec zunaj Evrope in tako. In jaz sem pač preko Draga Ocvirka, ki me je napotil k nekom, ki me je potem napotil k profesoru Tronu, sem prišel do gospe Mijeve in sem imel predlog, kaj bi delal, ampak ona je pač se absolutno zavzela zame in absolutno
bi rekel, absolutno mi omogočila, da sem preskočil te, bi rekel, kriterije, oziroma da sem padel noter v sistem, ker jaz sem bil avtomatično kot Slovenec tedaj leta 1995 zunaj francoskega izobraževalnega sistema. In mi je to omogočila, ker pa so mi priznali magisterij, pa neke bibliografije in to, in se je zavzela zame, in sem pri njej doktoriral. Tako da z tega stališča je pač potrebno to, da je v vseh stvareh, da je neka zdrava mera, da je neko občutje neke zdrave mere vsem. To je pač, ta knjiga v bistvu, ne me razumeti, da je ta knjiga pesimistična, sploh ne. Ta knjiga je pač samo ena analiza tega stanja in do česa je prišlo. Tu še rečem, da pač je umor kralja absolutno zavržno dejanje, ampak to je bil pač en del francoske revolucije. Ravno kar sem bral enega misleca, ki pravi, mi ne moramo francoske revolucije razumeti samo kot zgolj obdobje terorja, ga moramo razumeti tudi recimo Napoleon, ki je produkt francoske revolucije, je prinesel, je ustvaril oziroma napravil model francoske države, ki je še danes tak, 200 let. Koliko modelov slovenske države smo mi zamenjali od Napoleonovega časa. Najprej smo imeli njegov model, potem smo imeli avstro-ogrski model, potem smo imeli model monarhije Karađorđevića, potem smo imeli model, bi rekel, avtoritarne monarhije, totalitarnega sistema pod Titom, potem smo imeli model, bi rekel, slovenske države, zdaj imamo model Evropske unije, ki razpada. Hočem reči, Napoleon model je pa zdržen eno od temeljnih misli, ker jaz zelo tudi analiziram Sovjetsko zvezo v knjigi, torej znotraj marksizma in znotraj, bi rekel, same geopolitične stvarnosti, in jo analiziram v tem, da ko citiram znanega misleca Francoisa Fureja, pravi, ko se je to je pa res moj fokus, ta veliki imperij, ta bi rekel, nepremagljiva tvorba, ki je bila v bistvu, to je bil največji imperij na svetu, Sovjetska zveza, večjega imperija nikoli ni bilo, se je sesul v enem samem mesecu. In noter tudi najdete zelo temeljna utemeljitev, zakaj se je to zgodilo. In tudi to kritiziram evropsko politiko, ki pravi, ja, mi smo stiskali Putina, mi smo na Putina pritiskali, lejte, pa se je Sovjetska zveza smo ogrozili to do tega, da se je razpadla. Sovjetska zveza je razpadla zgolj zaradi notranjih protislovij marksizma in te ideologije, ki pač je bila popolnoma neživljenjska. In analiziram noter, da največji interes po razpadu Sovjetske zveze je imel kdo? Ja, je imela Rusija. Ja, zakaj? Ja, zato, ker je pobrala celotno infrastrukturo države, ker je pobrala vsa naravna bogatstva, predvsem je pa pobrala, Rusija ima danes stalni sedež v Združenih narodih, ki je bil od Sovjetske zveze. In v tem smislu je govorjenje o tem, da je Zahod pritiskal, in tle smo spet pri Slovencih, pa pri Kučanu, pa pri teh, joj, ne zdaj Ukrajini odpirati vojaško, pa je orožja dajati, ker to niti en let nazaj ni tega rekel. In ta Sovjetska zveza je pač razpadla, konkretno, čist definitivno je razpadla, zato, ker je Jelcin, bi rekel, prevzel oblast oziroma ker je Rusija prevzela oblast nad, bi rekel, federacijo, Sovjetsko zvezo, in je razpadla zato, ker je pač Jelcin hotel biti na mestu Gorbačova. In v tem smislu je ta knjiga se ogromno ukvarja z vprašanjem, pač seveda se ne more, ker Sovjetska zveza je bil gigant, ki je tudi v bistvu določil Jugoslavijo, ta model je določil Jugoslavijo. In v tem smislu je pač nek poziv k razumu, oziroma nek poziv k zdravi meri. Je pa knjiga optimistična, kolikor je analitična,
je to zgolj zaradi tega, ker je rekel Ivan Cankar, slikal sem temo, da bi srce bolj zahrepenelo po luči. Ta knjiga je v bistvu nek poziv k življenjskemu optimizmu in k zdravi meri. Zdaj iz prvega dela tvojega odgovora je čutiti to, da imaš Francijo rad, oziroma da si nekoliko frankofil. Nekdo bi rekel, je že Francija od Napoleona, ampak so šli skozi kar nekaj republik, Angleži so pa od Magne Carte peljali v isto smer. Dobar, to je prispodoba. Tisto, kar me zanima, pa vseeno, dva dogodka v tej evropski vrednostni filozofski zgodovini vendarle sta, kjer je v Parizu išel duh iz steklenice. Francoska revolucija pa revolucija 68 in potem ves ta vpliv, kako bi rekel, na vse tole, kar problematiziraš v tej knjigi, nezanemarljiv vpliv na to imajo Francozi, od Sartra naprej, pa potem Lacan, Badiou in cela ta, bom rekel, serija teh mislicev, tako imenovane nove levice, kot iz Krutom pravi, prihaja od tam. Imaš ti kakšno razlago, kaj je v Franciji takega, kar te stvari budi? In kar se te stalnosti Francoske republike tiče in Napoleona, jaz si ne morem kaj, da ne bi rekel, mogoče je Napoleon za francosko revolucijo to, kar je Putin za Sovjetsko zvezo. Skratka, na koncu nek režim, ki je avtokratski, privede do nekega strongmana, ki poskuša stvari peljati naprej. Prosto. Ja, mislim, kaj jaz sem pač, mislim, s Francijo dolgujem pač ogromno, tudi konec koncev Slovenci jih dolgujemo v bistvu prvega pesnika in začetek našega, bi rekel, nacionalnega, bi rekel, umetnostnega razvoja in poezije in tega, to dolgujemo Franciji. Mislim pa, da ti Sartre je bil pač človek, se to kažemo, ki je bil pa en radikalen zanikovalc te francoske ideje. On je bil sicer res Francoz, ampak on je razmišljal pač zoper Francijo. In v tem smislu je to bi rekel, ena velikih stvari, ki jih opažam. Napoleona bi težko primerjal s Putinom, preprosto zato, ker je Napoleon le nekaj, bi rekel, velikega in pozitivnega dal, predvsem pa postavil, bi rekel, to moderno francosko državo, v kateri recimo v 19. stoletju so se oblikovali čudoviti umetniki. Francija je bila, ne pozabiti, Francija je bila do prve svetovne vojne največja imperialna sila, tako rekoč, dobro, poleg ostalih, ampak v Evropi pa zagotovo, v tej kontinentalni Evropi. Francija bi skoraj tudi lahko rekla, da je to imperij, kjer sonce nikjer ne zaide, ampak in Sartre je temu nasprotoval, in danes v bistvu se tukaj dogaja neko prevrednotenje vrednota v imenu vojne za mir, in Francija je pač, jaz to sprejemam kot dejstvo, ampak je od druge svetovne vojne naprej pač ne igra in tudi Evropa več ne igra. Z drugo svetovno vojno se je to analizirano. Z drugo svetovno vojno se je tudi v Evropi končal ta, bi rekel, proces, se pravi tega, da je zahodna civilizacija izhajala zgolj iz Evrope. Ampak to jaz tudi nimam popolnoma nič proti Američanom, nasprotno. Tako kot Evropska unija so bile tudi Združene države Amerike pač zame model življenja, in v knjigi tudi analiziram, zakaj ves ta moralni razkroj, ki ga je bila Zahodna Evropa deležna, če hočete, mislim, malo bom karikiral, ampak pred korono so imeli, mislim, da imam to tudi noter, pred korono so imeli svingerski klubi več obiskovalcev kot pa nedeljske maše. Dobro, to je pač ena karikatura, ampak v tem smislu to analiziram, in glejte, ena temeljna lastnost je, ki je vedno ena temeljna formula vsega živega. Če si močen, te bodo pustili pri miru. Če si šibak, se te bojo lotila.
In ko smo razgradili Evropo, ne, in to smo razgradili v 30 letih, ne, v dobi, v bistvu po Angele Merkel smo razgradili ta kontinent. Ne. In zdaj, potem se pa ne smemo čuditi, če pridejo na naša vrata. To je temeljno pravilo zgodovine. Vojna v Ukrajini je pa še nekaj, to imam, recimo citiram, to je nekje v začetku izredno lepo, ne. Citiram Evgena Bavčarja, ne, našega, bi rekel, filozofa, državljana Evrope za leto, mislim, da 2016 in mojega dragega prijatelja, ne. In ga citiram v tem, da a današnji čas je zrasel v prepričanju, da je konec vojn. Verjeli smo v to. Še posebej smo se veselili, ko je Evropska unija prejela Nobelovo nagrado iz univerzalnega razloga, ker je mir ohranjevala skozi desetletja. Sedanji dogodki so nas postavili na realna tla. Otroci v Ukrajini bodo doživeli mojo usodo ali še kaj hujšega, tudi desetletje in več potem, ko bodo vsa premirja že trdno sklenjena. Jaz vojno namreč doživljam vsak trenutek iz svojega telesa. Torej, Evgen Bavčar je slep, ne, in slep, ko je pač se igral s patroni v Ajdovščini, ne, in ga je mu pač razneslo patron in je oslepel, ne. Ampak največje spoznanje, ne, ki je v bistvu, ki je tudi en del, bi rekel, zgodbe v knjigi, ne, je, da smo mi zrasli gor s prepričanjem, da ne bo več vojn, da je vojn konec. In se obnašali na ta, ampak vojne vedno so bile in vojne vedno bodo. Ne? In to nas je seveda potem presenetili v najbolj, bi rekel, neugodnem času, a ne, v trenutku, ko smo se odrekli vsem tem mehanizmom obrambe, a ne, in tu spet grem pač na ta problem pretiravanja v čiščenju okolja, ko smo to storili, a ne, je vojna udarila, ne. In če ne bi Putina nihče ustavil v Ukrajini, a ne, in to vemo, da ga je ustavil vzhod Evrope, ne pa njen zahod, a ne, bi imeli Putina, meni je Stefan Courtois povedal, a ne, da če leta 1945, a ne, če ne bi Stefan Courtois, avtor Črne knjige komunizma, s katerim sodelujem, ne, mi je rekel, če ne bi Stalin vedel, da imajo Američani atomsko orožje, bi se njegove enote ustavljene na obalah Atlantskega oceana. Ampak ker je to vedel, ne, ampak takrat je bila Evropa močna. Oziroma, ja, takrat je bila Amerika močna, jaz se opravičujem, ne, ampak, ja. No, ampak logika, princip je isti, ne. No, ampak vendar ne, mogoče bi bilo preenostavno reči, da se je ta propad ali pa šibkost začela z Angelo Merkel, ne, v bistvu se v tej knjigi dokazuješ, da imajo stvari dosti globje korenine, da je eden od teh virov šibkosti tako imenovana svoboda z malim S, ne. Če še en citat preberem, ta želja osvoboditi posameznika ne temelji na tem, da bi bil slednji res svobodnejši, temveč je zadaj namera iztrgati ga iz njegove skupnosti in seveda potem, če nisi več član skupnosti in ne delaš za to skupnost, je ta skupnost šibkejša, ne, ali pa ne, večina Evropejcev se tako ni zavedla, da se osvobaja za nekaj, kar bi lahko imenovali lastna smrt. Ne. Na tem robu smo ali pa smo bili tudi ob tem napadu na Ukrajino, ne. Ja, sem v knjigi uporabljam velikokrat, nekaj, to je tudi ena od rdečih niti knjige, ne, tako imenovani izraz zavetja človeka, ne. In ta zavetja človeka smo mi porušili, ne, porušili smo ga za družino, ne, ko zdaj pač družino hoče uničiti, ne, ampak zavetje človeka je pač nujno za človeka, človek ne more biti brez zavetja, žival ne more biti brez zavetja, ne. In ko smo to storili, ne, torej zavetja človeka pa so država, nacija, religija in pa primarno zavetje je pa družina, ne. In če boš vse to uničil, a ne, če boš vse to razgreval, a ne, potem se ne čuti, če boš tudi ti enkrat propadel, a ne. Po tej analogiji, ki sem se jo zdaj spomnil, ne, da še žival ne more brez zavetja, a ne.
pa bo človek lahko. In to je največjih problemov Zahodne Evrope, ki ga Vzhodna Evropa, bi rekel, izredno dobro razume in tudi navaja tudi razloge, zakaj. Kolikor se vam bo to paradoksalno slišali, pa zdela. In tu navajam tudi Jožeta Dežmana, ki je prijazno omogočil, da smo danes tukaj, direktorja Muzeja novejše zgodovine, ki so ga zdaj suspendirali. Prav ti ljudje, ki v Sloveniji ponavljajo oziroma najbolj radikalno delajo tisto, zoper kar ta knjiga nastopa, imajo pa v Sloveniji vso moč. Namreč zelo paradoksalno, en od elementov, bi rekel, komunizma je bila, kot vsak element totalitarnega sistema, je bila spolna vzdržnost. In se pravi, ta pa temelji na družini, oziroma na pač odnosu, ki ga imata mož in žena in potem z otroci. In zato se je v Vzhodni Evropi, leta 1968 se je pa na Zahodu začel proces razbijanja družine in proces, bi rekel, da človek odpira in da mu je življenje samo užitek. Življenje nikoli ni užitek. Življenje ni nikoli užitek, v redkih trenutkih je življenje užitek. Ampak sicer pa ni nikoli užitek, zato ker tudi, mislim, ne bi smelo biti pa samo, prostite, ne bi smelo biti pa samo užitek. In leto 1968 je preneslo pač idejo, da je treba samo uživati, da je treba živeti polno iz sebe, ker je celotna zgodovina bila usmerjena v to, da je človeka tlačila in ga odrekala pač užitkom. Ja, užitek je seveda užitek je del civilizacije, ampak ni pa absoluten del civilizacije. In absoluten del civilizacije je pa skrb za sebe, za družbo, za okolje, je to, da si ti gradnik skupnosti v takšnem ali drugačnem namenu. In zato se je vzhod Evrope v bistvu je ohranil te vrednote, ki so jih na Zahodu razgradila. In od tod imamo recimo Poljsko, od tod imamo, bi rekel, višegrajske skupine. In zdaj, če se vprašamo, zakaj je prav Poljska in Višegrad in to bila prva na braniku, bi rekel, Ukrajine, ja, je logika ta. Zato, ker je bila ta zaveti človeka, jaz sem kot zavetje človeka omenil državo, nacijo, ki je bila pač ohranjena. Putin je pa pač je pa pač to, me boste vprašali zdaj, kako pa Putin, kako če je totalitarni sistem pač ta, da ohranja zavetja človeka. Mislim, je Putin prvič ni več totalitarni sistem, je samo še sistem neke totalitarne oligarhije, v katerih je prvi motiv užitek. Halo, med 10 milijard se voziti z jahto za, ne vem koliko, 150 milijonov po Mediteranu, imeti vse manekenke, mislim, in če pa se ti kaj ni po volji, pa nekoga počeš. Ja, kaj pa je to kot užitek, In to, veste, temeljna poanta knjige je prav v tem, če ni neke zdrave mere, če ni neke, bi rekel, neke soodnosnosti stvari, če to vse poderemo, potem se ne čudimo, če bomo nekega dni umrli. Ja, kot rečeno, ti se ukvarjaš precej z Marxom, s Freudom, mislim, da Freuda smo nekaj obdelala zdajle. Kritičen si seveda do Marxa na eni strani, istočasno si kritičen do potrošništva. Pri čemer je prav s tem, ko je proletarec ali pa član delavskega razreda poslal potrošnik, skenstov marksizem, tisti klasični marksizem, in je potem Sartre našel druge oblike žrtev, na katere se je levičarstvo naslonilo. Ampak odkot ta kritika pravzaprav obojega, in marksizma in potrošništva? Saj pri potrošništvu gre za tisto, kar smo ljudje pravzaprav ves čas težili za tem, skratka, da pač imamo dovolj za jesti, za obleči, kurjave strehe nad glavo.
Ja, samo to, spet je tukaj to, ne. Mislim, da je ena formulacij v knjigi, na katero sem najbolj ponosen, ne, da ni nič narobe, če človek hodi v trgovino oziroma v trgovske centre, kar mi vsi hodimo, ne, tudi jaz hodim, se ne moramo brez tega, ne, da nekaj tam nakupi pa se oskrbi, ne. To postane narobe, ko hodi v trgovske centre, zaradi tega, ker je obisk trgovskega centra tisti, kar mu, bi rekel, kar mu pač da tisto bistveno ugodje. Ali, nič narobe ni, če popiješ en kozarc vina, 2, 3, ne, ampak če ti pa postane pitje vina tisto, kar, bi rekel, te notranje izpolnjuje ali karkoli, potem je pa to zelo narobe, ne. No, to je taka, mislim, za tem seveda stojim, ne. Napisal sem pa tudi to, ne. Včasih mislim, to pa ne morete zanikati, ne. Včasih v socializmu, pa to citiram tudi veliko Kundero, Milana Kundero, ne, v socializmu in v Češka, kako je to izgledalo, ne, to je bilo vse, življenje je bilo usmerjeno v kolektivizacijo. Človek ni obstajal kot človek, ampak je obstajal znotraj kolektiva, ne, zato mi se spomnimo, smo imeli v Sloveniji, smo imeli, ne vem, so nas organizirali, čim si prišel, bi rekel, iz trebuha materja, ne, si bil že nekako organiziran, ne, in zdaj se je pa ta sistem nadomestil s tem, da smo vsi organizirani, da pač se gremo ideologijo tega, kar imenujem potrošništvo, ne. V bistvu je ta knjiga neverjetno, ne, ker bo tako, ta knjiga je v bistvu zelo, je kritika neke deviacije kapitalizma, ne. In z kakšnimi poglavji v tej knjigi, ne, bi se tisti, ki mi najbolj stojijo nasproti, absolutno strinjali, ne. Ampak jaz sem jo koncipiral tako, ne, zato, da pač nihče, ne, da pač nihče ne more reči, da nisem upošteval pač vseh kriterijev, ne. Ampak taka slika je, ne, to je pač dejstvo, ne. Danes, a veste, danes otroci, ne, že hodijo si gledam, ne, pa po tej cesti, pa po uni cesti, pa čez cesto, pa na skiroju, to je to, ne, to je včasih smo pa rekli za domovino s Titom naprej, ki je prišla učiteljica v razred za domovino s Titom naprej, ne, smo bili pa s tem, bi rekel, obsedeni, ne, ali pa smo, ne vem, kamorkoli, ki se spomnim, ne, me je en kolega pravo napisal v Puljski vojašnici, Tito je maršal, on je genije, on je komandant naše divizije, ne. In to je bilo povsod, to je bilo tako kot zrak okrog nas, ne. Jaz sem bil rojen mogoče če bil rojen prej, ne vem, kaj bi bilo z mano, ne. Ampak po mojem ne veliko, ampak tako sem bil, da sem začel, bi rekel, k sebi prihajati, ne, sem bil 20 let star, takrat, ki je ta sistem začel razpadati, ne. Ampak spominjam se pa iz otroških let, ne, kako je to izgledalo. Je pa to izgledalo isto, kot pa tale, bi rekel, iPhone, ne. Ko je že bilo, ki je prišel, učiteljica prišla v razred, je reditelj, kaj je bil, ne, en od nas, vstal in vsi smo pozdravili za domovino s Titom naprej, ne. To tle ni v principu ni bistvene razlike, ne, in moja kritika, temeljna poanta te kritike, ne, je, da je marksizem osvobodil človeka na popolnoma napačnih predpostavkah, osvobodil človeka njegove individualnosti. Kajti mi smo vsi najprej človek kot tak, šele potem smo del neke širše skupnosti, a ne. Marks je pa učil drugače in to je učil na te najbolj njegovi znani formuli, v katero jaz najbolj zagrizem, namreč, da družbena bit določa individualno zavest. Sem rekel, ma ne, pa kako pa se, ne, in potem sem rekel, če družbena bit določa individualno zavest, to je popolnoma nelogično, kako naj to bo, ne, ampak v imenu tega, ne, v imenu te ideje je umrlo 100 milijonov ljudi, ne, družbena bit ni nikoli določala individualne zavesti in potem jemljem primere iz renesanse, ne, kjer Marks najbolj pade zaradi nekega bitja, ki se imenuje, mislim, da Persina Jersis, imenuje se pa bacil kuge, ne. Ker kako naj pa bacil kuge, bi rekel, bacil kuge je tisti, ki je temeljno spremenil strukturo Zahoda. To se bo zdaj sliši zelo nenavadno, ampak to je dejstvo. Ko so se dogajale te grozljive epidemije kuge in tega, so ljudje
so ljudje se začeli zavedati svoje smrtnosti, začeli zavedati vsega tega, so se začeli zapisovati v umetnosti, a ne. To vse analiziram noter. Potem drugo, kaj določa našo družbeno bit? Jo določa medicina. Najbrž boste rekli, da jo, a ne. Ne boste rekli, da jo ne, ne. Ampak zdaj v redu. Od nas jih je ogromno, nas je še živih ali pa nismo prizadeti. Zakaj? Zaradi antibiotika. In to je naša družbena bit. Tle tvorimo kolektiv, a ne, da smo skupaj. Kako je bil pa antibiotik iznajden? Ja, čist po naključju. Ne? In to je, veste, naključje je pa en čist kontraelement. In potem imam noter primerov iz znanosti, a ne, kaj vse se je zgodilo po naključju in je bistveno vplival na človeka oziroma na to, kar Marx imenuje družbeno bit, a ne. Ampak naključje pa družbena bit, mislim, to sploh ne gre z zdravo pametjo, ne. In potem recimo imam ta primer tudi iz italijanske renesanse, ne, ko so, mislim, da Portugalci, a ne, so obpluli, se pravi Afriko, a ne, in vzpostavili trgovino, a ne, in so se potem začela spreminjati njihova, ampak to so naredili po spretnosti, po neverjetni spretnosti mornarjev, 15. stoletje, si predstavljate, 15. stoletju plut okrog Afrike, ne, ampak so pluli, so obvladali, so iznašali, bi rekel, busolo, so iznašali, se pravi, sekstant, a ne, da so se orientirali in to, ne, in to bogatstvo, ki so si ga ustvarili s trgovino, je prineslo popolno spremembo v mentaliteti, v obliki mest, v obliki palač, v obliki tudi izobraževanja vsega, se pravi, družbena bit, a ne, se pravi, čist protislovno, ne. In mislim, to knjiga zelo tako, bi rekel, široko analizira ta protislovja marksizma, ne, do tistega največjega protislovja, ne, da temelj marksizma je bila revolucija, ne. Ampak to sploh ni res. In potem citiram francoske vire tudi, ne, sploh ni res. Ni bilo ene same revolucije. Tudi francoske revolucije ni bilo preprosto zato, ker je bila takoj po revoluciji restauracija, ne, in se je vse tisto pozabila, ne. In so že revolucionarji pač pospravili to najbolj, vse tiste Robespierre, recimo, ko so bili najbolj odgovorni za teror, ne, so jih sami pospravili. Tudi v Rusiji ni bilo nobene revolucije, vse navajam noter, ne. Vse navajam noter, zakaj ni bilo nobene revolucije. Mi živimo s predstavo, da ruska revolucija so množice, 100 000, ki so se organizirali in tako nekaj takega, ne. Ne. To, kar imenuje Marx družbena revolucija, ne, oziroma revolucija, ne, je čist preprosto državni udar, ne. Državni udar je pač izvedel Lenin skupaj z bistveni so bili, mislim, da kronštatski mornari, ki jih je potem dal pobiti Trotski, a ne, ampak to je bilo, navajam vse v knjigi noter, to je 1000 ljudi, mogoče še 1000, ne, a ne. In zakaj, in kaj je naredil Lenin najprej, ne, Sovjeti so vse navajam noter, ne, on je vzel vso oblast in centraliziral državo, ne, in ta revolucija je bila državni udar, a mislite, da je bila na Kubi revolucija? Ma jok! Sploh ni bila revolucija, je bil državni udar, a ne, to navajam vse noter, zelo natančno, pa potem mislimo, da je bila v Vietnamu, ne, ko so pač zdaj, Vietnam je bil komunistična republika, revolucija. Sploh ni res, Ho Chi Minh se je najprej pogajal z Američani, ne, da bi mu pomagali na oblast, ne, ker so bile te skupine noter, ne, in potem se je pogajal pa z Sovjeti. Ne? Vi nimate enega primera revolucije tega tako upevanega pojma. Najbolj je pa Marx v udaru mimo, ne, ko je rekel, tu vse navajam nota, ne, ko je rekel, da ne, je najbolj protirevolucionarni narod, ne, narod, v katerem nikoli ne bo revolucije. Ne. Ugante katere? Rusija, pa ruski. In kje se je prva revolucija zgodila? Ne, pa ni bila revolucija, ampak državni udar, ampak oni so se utemeljevali na komunistični revoluciji 70 let, v Rusiji. Ne? In tako naprej. Ne? Ja, se mi zdi, da bistveno, no, kar poveš in o Marxu in o Freudu, ne, če ste spet citiram, praviš, ne Marx, ne Freud si namreč ne zastavljate univerzalnega vprašanja, namreč kaj je v naravi homo sapiensa takšnega, da ga nagiba k presežnosti. Ne? In če si dovolim ponuditi poskus odgovora, ne,
Težava je v tem, da v naši naravi ni nič takega, ne? Ampak v kulturi in v vsej civilizaciji, ki smo razvili, smo pa ogromno tega zgradili. Ne? In če tega ne negujemo, bo to propadlo, bo to šlo, bo to odpravljeno in ne bodo stvari same po sebi, ti si optimist. Ne, jaz nisem tako optimist, stvari same po sebi, če pustiš stvari same po sebi, od hiše do avtomobila gredo samo na slabše, isto je z državo, isto je s civilizacijo. Mogoče čisto zadnje, eno pomembno sporočilo še daš, eno pomembno razliko izpostaviš, povezano z temo, ki nama je obema blizu, sovražni govor, ne, praviš, danes je sovražni govor tako rekoč vse, kar nasprotuje Sartrovi demagogiji, v smislu tega, da najdeš vse mogoče žrtve in krivice vse povsod, torej Sartrovi ideologiji, utemeljeni z zamenjavo morale z moraliziranjem. To je zelo pomembna razlika, še o tem mogoče kakšno besedo, potem bomo dali pa... Ja, seveda, to je ena temeljna poanta mojih knjig, ne, mislim, sovražni govor je, veste, čigava iznajdba sovražnega govora, ne, notor vse Sovjetske zveze, ne, in zakaj so se iznajdli sovražni govor, zato da so lahko disidente uničevala, ne, in Sartre je bil pač Sovjetsko zvezo, to je bil isti čas, je bil izredno dober, ne, in potem se je to nekako, bi rekel, vzpostavili v elementih, bi rekel, tudi zahodne Evrope, ne, in danes je to najbolj noter navajam vse to, najbolj osovraženih pojmov, ne, mislim, v bistvu najbolj v tem smislu, da je predstavlja svoje nasprotje, vojna za mir, ne, danes je sovražni govor lahko vse, kar želite, ne, jaz rečem keks, ale ga kaj naredil, rekel je keks, pa to ne more biti res, ja pa je rekel keks, Turk je rekel keks, rekel, ne, kakšen sovražni govor, ne, in to je, morala je morala, ne, to je v bistvu dekalog, morala je pač stvar, ki je pač dogovor, tako kot je rekel Žiga, ne, ki je pač dogovor, bi rekel, kulturni dogovor ljudi, da lahko, kako se vedeš, ne, in ta morala nam je vsajena, ne, zdaj pa, če je morala lahko karkoli, ne, potem je pa tudi sovražni govor lahko karkoli in tudi sovražni govor lahko keks, ne, ja, in to je pač ena od poant knjige, ne, ampak jaz se pravim, jaz sem absoluten optimist, ker če ne bi bil absoluten optimist, tega ne bi pisal, ne, ker se zavedam, da s tako knjigo, pa še nekaj vam povem, ne, da ta knjiga, sem jo od časa redakcije, včasih sem zaključil to knjigo, šla v oblikovanje, od oktobra sem jo že prevedel v hrvaščino, sam. In že poslal pač prvemu bralcu, akademiku Pešordi, a ne, in jo v francoščini pa že itak delno obstaja, tako da sem se tudi v Parizu dogovoril za njen izid, ne, in zato, ker razmišljam, ne, ampak zdaj se bom seveda s tem izpostavil, ne vem, kaj se bo zgodila, ne, za dve možnosti, ena, da bojo na to knjigo spustili popoln molk, ne, druga, da bojo pa na to knjigo, bi rekel, izvedli vsakršno možno likvidacijo njenega avtorja, ne, ampak če jaz ne bi verjel v to, ne, jaz, kdorkoli me pozna, ne, že iz te predstavitve, ki je Žiga rekel, ne, jaz na noben način nisem mazohista, ne, da pa ne vem, rad trpel ali karkoli, ne, nasprotno, ne. Zato ta knjiga izhaja iz nekega zelo, bi rekel, vitalističnega principa in pač jo smatram kot moje, bi rekel, kot moj nujni prispevek k stvari, ne. Knjiga je znanstvena monografija, ne, je tudi recenzirana, oziroma kolega Turk oziroma Žiga mi je ogromno pomagal, ne, ker jo je prebral, ne, in jaz na njegovo mnenje veliko dam, ne, in zato sem vse upošteval, ne. On je bil tako rekoč, poleg moje žene, prvi bralec, ne, tega. In ja, to mislim,
Ja, to je to pač, to je to. Skratka, kot praviš, ta knjiga je priročnik za vzpostavljanje higiene mišljenja, ki je osnova vsake skupnosti. Jaz zdaj ne vem, a bi kakšno razpravo naredili takole v smislu razreda, ali bi, glede na to, da nas ni veliko, v enem pogovoru z avtorjem tole nadaljevali stoje. Ja, hvala.